ob otoku Lombok. Tole za nama so vse vulkani. Tudi zanimivo iti, samo sva gledala tle za en vulkan iti, sploh ne moreš v enem dnevu, bi mogla en dan nekje prespati, tako da ne bova šla. Drugače pa takole grem na motor, spet ni vetra, malo je bilo prej, da so strani vetra, zato sem odprl Genovo, da pripomorem mogoče pol vozla. Dobre, zdaj imamo pa težavo z gumenjakom, vete kakšen je, par let je star, 4 leta mislim, da sicer je to PVC, ni Hipalon. To je vse stran, od spodaj pod tem belim slojem je dejansko črn in nimaš kaj narediti. Mogla bi edino kakšno prevleko se da narediti pa zaščititi pred soncem, sem to bi mogli že, ko je bilo novo narediti, pa nisva. Zdaj sem pa podne ven vzel. Včeraj sem ugotovil, da sva ga nekje predrla ali pa pač nekaj narobe. Tale komora spušča, ravno kar malo prej nazaj sem jo napihnil, pa je že spustila, zdaj moram pa ugotoviti, kje pušča. Gumenjak je za naj zelo pomemben, se je to najin taksi do kopnega, ko greva, tako da. Vse je umazano, če ne bo kmalu dežja, bova zdaj, ko bova tukaj verjetno v marini mogoče, če bova imela voda, še jadrnico prala, tudi gumenjak bova zdaj spucala, čistila vse skupaj, sem že tam vse ven pobral, tako da bom tle kar vodo noter dala, pa ga bova fajn umila. Zdaj, drugače ga tudi zaščitimo, no, ko ga vozva kontraobrnega, dam ponavadi UV zaščito, če plujejo več kot en dan, zdaj to ne počnem. Za par urc samo ko dajo not po ven gumenjak, če grejo pa za par dni, pa dam to UV zaščito. Očitno bo treba kar paziti, da bo še eno leto zdržal. Popazil sem tudi, tukaj ni UV-ja, ne nič, da si že odlimal, tako da upam, da bo zdržal no, še eno leto. Sicer ne pušča, ker je z druge strani še en sloj, ki drži, ampak če pa tisto popusti, potem bo imela popolno vodo noter. Že zjutraj zelo vroče, včeraj je bilo 33 stopinj, zato smo si tako ledala malo tam zadrnila, tudi imamo to zaščito do zadej, potem imamo še te stranske, tudi če je potrebno, da so v senci, ampak ni pa spet ne tako dobro, če se zapreš noter, da si v senci, ker ni potem pretoka zraka in nič ne pihla, tako da je dobro in slabo. To pol ponavadi malo zvijava nazaj ali pa malo dvignemo, da malo čez vetrček potegne, pa je potem boljši. Takole zgleda, tole najino potovanje. Drugače greva tle še 40 mil, malo manj, do ene marine. Zdaj plan je tako, tukaj so ful močni tokovi. Tale med Balijem pa Lombokom je že znano tudi do 8 vozlov, kar pomeni, to je hitrejš, ko da sploh lahko plujeva in če greva v kontratok, se ne premikaš nikamer. To sem se kar odločila, da bova dala tukaj v marino na bojo jadrnico za 1-2 dni in zdaj gledava še najcenejš naj pride najlažje in vse, da greva na Bali s trajektom, traja s tem fast ferryjem, traja 1 uro pa pol v eno smer. Tam sem se že pozanimal, sem že kontaktirala, bova celo dobila, lahko kupila baterije za GoPro, tako da bom lahko še snemal, zdaj ker sem že čist na koncu s baterijami, ne delajo več, samo ena še dobra, pa podvodno hišje, tako da bom lahko še enkrat, da bom lahko spet zopet snemal pod vodo kaj še, glede na to, da nama je pri zadnji pač plastika počela. Tukaj so te plastike pa za stvari, ki jih imamo, niso večne. Par let, potem pa to vse skrb poč. Pa tudi tale gumenjak ni nič za kaj dosti dlje. Seveda, malo muske, malo denarja, ne. Ja, ampak v redu, no. Veliko sva z njim preplula tudi, no. Upam sem, da še eno leto, da ga pokrpam, da zdrži, pa bom kar zadovoljen, no. Ja, vetra ni, bom verjetno mogel zviti Genovo, da ne bo upletala, po teh zajlah upleta po radarju, pa za jadro ni dobro, tako da zdaj grem pogledat.
če ne bo vetra. Tam spredi sicer se vidi malo temno, to pomeni, da verjetno je malo vetra, tako da bom še počakal teh par 100 metrov. Če bo vetra, če ne, pa bom zaprl in nadaljujeva na motor. Pregledala sva gumenjak, ni najna krivda, vsaj tako ne, ni predrt. Problem je, ki si začel razpadati, evo ti, tukajle, zdaj če dam prst noter, se pravi spustil, to pomeni slabo, verjetno ne bo zdržal še do doma, tako da zdaj mogla še gumenjak nekje najdeti. Jaz sem sicer zdaj to zalimal, pa upam, da bo, ampak nisem kaj preveč optimističen. Tole med potjo je zdelan vlog Natalija Šiva, kakšna stvar se strnga, to je en nit UV odporna, malo močnejša, tako da uporabljava malo močnejše tudi tele, kaj so že? Šivanke. To se malo pomaga s kleščami. V glavno, recimo to smo že nazaj pošila, oziroma Natalija, tako da je v redu, rob zaščiten. Take malenkosti malo popravil, kolikor lahko. Vmes moramo takole gledati, ker je vse sorte po vodi. Tukaj naprej ena stvar v vodi. V glavno malo še ne 20 mil, še ne, do tam, ko bova sidrala danes, potem pa bova videla naprej. Plujeva pa kar blizu obale, ne tako daleč. Mislim, da je tudi bolj pametno, ker tam na odprtem morju imajo več teh stvari not po vodi, pač pa že tlele je 200 metrov globine. Malo pihla, tako da imava še tale dženovo odprto, pa ful paše. Jaz sem noter, ker vlog delam, ker tle od zone ne vidim dobro, ker se mi vse blešči, tako da je ful luštno, ker pihla. Drugače pa takole, zjutraj že je bilo 30 stopinj, pri 7 zjutraj, čez dan pa pride še par stopinj več, pa ke sonce pržge, komaj dihava, naškrnja. Da kar dosti vode popijeva tudi. Zdaj sva kar tiste 3 naredila. Sem imela ponovati 2 balona za spit. Zdaj vsakeč, ko delala voda, zdaj malo kar 3, ker malo več vode poraba, več pijeva. Ti gre. To je drugače zaščita, tam od spredaj pride pred lazy bagom, kadar najadrava, da zapreva, pa kadar vetra piha, da ne napihuje ta vrečo, s tem zaščitva pred UV-jem tudi jadrom. Tukaj se vidi ena stvar, ki je nastavljena sred morja. Če bi tole zadela, po moje to sam stiropor, pa take zadeve, da plava, bi šlo samo ob trupu. Hujše, kjer imajo tiste splave, ki imajo, ne vem, lahko tudi 4x4 metre velike, tam je hujše, če bi zadela v tisto. Zdaj sva ribiču čez mrežo zapeljala, kje boš videl, da ima on je tlele, ima pa skozi kaj naprej. Vse, kot sem videl, smo jo prerezala, ne morem pomagati. Važno, da se mi nabralo na propeler, tako da lahko nadaljujemo. Danes pa kar jadrava, tam okoli med 6 in 7 vozli se vozila. Danes je pa kar vetra, zanimivo. Bova ga izkoristila. Gumenjak sem včeraj zalimal, puščal naprej, ne vem, kaj bom naredil. Tole pred nama je otok Bali,
Imamo še ne 5-6 milj, kjer bova sidrala. Potem pa sem najel za 2-3 dni skuter, bo šla malo do glavnega mesta, pa malo po otoku, kakšen tempelj pogledati, kakšna znamenitost. Potem mora iti pa že naprej, ker nama bo viza potekla. Tako da čez 3 dni računam, da odideva tukaj. Tukaj bova zdaj ostala 3 dni, upam, da bo dobro sidrišče, tale še kaj greva še zmeraj 50 metrov, tako da upam, da bova najdla en prostor malo bolj plitek za sidranje. Takole medva so se zbudila, greva danes po Baliju za 2 dni. Tole pred nama gora oziroma vulkan, gleda ful dobro. Zdaj sem napihnil gumenjak, ko sem zalimal. Kot kaže, tle nič ne puče, ko sem zalimal. Lahko pa da še nekje drugje, ker je bil spet spuščen. Ne vem. Zdaj sem ga še enkrat napumpal, bomo videli, kaj bo. Da ne vem, ali ga bo pustila na obali nekje, ali bom prišel nazaj, pa bom plaval na obalo. Bomo videla. Upam, da je sidrišče dobro, ker je teren ful tako plitvo, ne moreš iti ne vem koliko daleč tja, ja pa sem takole dol. Tako da sidro imava na 8 metrih, če se obrneva, kaj sva na 4 metrih, zdaj da sva pa na 20. Bomo videla. Upam, da je dobro. No, upam si pa več verige spustiti zato, ker že tle vržem na 20 metrov skoraj sidro. Če pa še, se pravi, da jem stran od obale, če grem pa bližje, v bistvu več verige spustim, če se pa veter obrne, bom pa na obali nasedel, tako da bo moglo biti dobro tlele. To je ena taka srednja varianta, ki sem izbral sidro nekje na 8 metrih. Je tako teren, čas dol, pa ga pa hitro dol. Je pa res, da je vulkanski pesek, tako da dobro drži. No, zdaj imamo pa vetra ful, danes cel dan ful veter napovedan, do 20 vozlo. En mesec smo pa motorirali, ne. Pa po moje čez 2-3 dni, ko bo šla bova spet, ne. Nima sreče s tem vetrom. Prav, včeraj sva lepo jadrala, no. Včeraj sva jadrala tudi do 8 vozlo. Pa se je pa veter obrnil, sem pa jadrala sem še ne 5 vozlo, s skrajšimi jadri, ki je tukaj pihalo, samo na koleščku je že skoraj 9 vozlo kazalo hitrosti. To pomeni, da sva šla ful v tok, tako da so močni tokovi tukaj ful. Je pa tako sveže, ki piha, evo ti sonce danes bo zgleda lepo vreme. Upam, da bova videla kakšen tempelj, bova šla pogledat. Zdaj greva najprej proti centru, da bova probala kupiti baterije za tegale tole kamero drona, ali drona GoPro, ker nikjer zdaj še nismo najdla, dobila. Tle sem pa našel, so sporočili, da imajo, tako da bo vzela 2 od telesine, ki so cenejši v originali. Dobro bo za eno leto me ne bo zdržalo. Medva se peljeva s skuterjem, greva malo 81 km do glavnega mesta. Je pa kar dobra cesta. Medva se vozva že kar nekaj časa, pa smo ugotovili, da še na pol poti nismo, tako da je kar res daleč. 2 ure pa pol je za 80 km. Zdaj so se pa tle ostala pred eno trgovino, si greva kupiti nekaj za zajtrk, glede na to, da so zgodaj šla, pa niso še nič jedla. Kako je? Odlično. Kot na Filipinih, ne? Na Filipinih so bile boljše čelade. Meni je bilo na Filipinih drugače bolj všeč kot tle. Zdaj ta Bali spoznavava se pravi po otoku, ni nič kaj preveč. Sem tam, kjer so resorti, tam je lepo, druge je pa bolj tako. Se bova videla, ja. Nisva še več.
cesto. Ja. Kaj pa če imaš avto? Dobro, da smo skuterji. Ne boste verjeli, kje smo se zdaj vozila. Evo, tu je Amet, tu je tleka mava jadrnica. Pa pokaž, kam greva na avtocesto. Glavno, tu je glavna cesta. Ajde, stavili na glavno cesto. Ajde glava. Main road, to Denpasar. Pa po levi se vozimo, ne? Da po levi vozimo. Ajde glava. Kam pa zdaj? Hi, good morning everyone. Now I'm with Peter and Natalie. They're from Slovenia. Yes. I know that's this is a true. long way from Europe. from there Yeah. to Bali. And Yes. thank you very much for coming to Bali. I hope you enjoy your first time in Bali. And I know this is not easy to come to Bali, but thank you very much. Bali is the Thank best. you. Yeah, I hope you can come back to Bali again. Don't Yes, forget. we will come. Yeah, always come to Bali and telling Bali to all your friend, family to come. We'll Yeah. try next time. Yeah, and enjoy your journey, eh? Yes. Thank you. This It's is now. very nice. Yeah, thank you for coming Okay. once again. Thank you. Yeah, nice to meeting you. Sem ne bo kupila. Je. 600. Ja, ni drag. Lej, maj pa tam manjše. A ja, krokodil je. Mi da sva parkirala motor, sploh ne vem, kje sva, koliko jih je, kako ga bova sploh najdla potem. Tako da zgleda na tisoče motorjev. Tle pa je res teh, mislim, motorjev, skuterjev, karkoli že so. Upam, da si bova zapomnila, kje je. Pa da imajo samo malo teh označenje. Medva iščeva še baterije in podobne zadeve za te najne tehnične zadeve. Pa bova šla pa nekam jest. Prenočišče smo si najdla za 11 € za zajtrkom pa bazenom. Tako da se nama ne splača. Drugače smo pa porabila v eno smer od jadrnice do tukaj 3 ure. Tako da ni druge, kot da si tle za teh 11 € prenočišče najdela, kot sva si ga, pa si greva še kaj ogledati. Čeprav porabiš karkoli gledala, da bi šla gledati najmanj 1 uro ali pa še več, da prideš. Je kar veliko vse skupaj. Prišli smo v enem shopping centru. Eni so kar moderni. Imajo kar marsikaj. Tole zgleda pa na Baliju gužva. Mesto je dolgo približno 15 km, pa vse stoji. Vroče je pa ko pes. Tako, medva so se oblekla po najnovejši modi. Natalija se še bo. Greva v tempelj. No, z dronom že ne bom snemal. To je najbolj skrajni južni del otoka Bali. Tole so klifi. Tle za mano nekje je pa tempelj, greva zdaj, tlele. Greva pa pogledati, kako izgleda.
Danes je kar nekaj vetra, valovi, zgleda čisto morje. Dal pa ne bom šel. Mislim, da največ od tega templja, kar bo videla, so tele opičke. Če nismo zbrala nov pravi tempelj, ali pa nismo še odkrila, kaj vse je za videti. Evo, jejo kokos. Tam v zadnji se eno splastenko igra. Ali kaj se drži mali. Neko plezanje. Kaj ne podgane? Koš za smeti nesi to plastenko. Koš za smeti. Liza stopte. Dajmo. Ali pa po indonezijsko nared, na tla vrš. Še boš pa v kakšno reko ali po morju. Tempelj je tole nad pečino gor. Ni bilo kaj veliko za videti, v bistvu nič. Sem tistih par stavb, ker je bilo opic, vse ostale tam zaprto, nekaj veliko. Zdaj pa tle sprehajajo, je ko ena pot, tudi nad pečino, ampak še ne vejo, kam bo prišla. Je pa res, da sonce že počasi zahaja, tako da bomo mogli iti nazaj, ker imamo kar 2 urce vožnje še. Sem pa sredi hoste tle odkrila en spomenik. Šla pogledati. Vroče pa je. Imamo vsak dan med 30 do 35 stopinj. V bistvu je bazen tole. No, se pa opice kopajo. Hajde, skoč na glavo. Kako pa plavaš? Nekaj se potapla ena. Žabca plavi, žabca. Moraš biti tako lepo skoncentriran, ko voziš tu levo, desno, ni važno kje kdo. Mislim, da gre. Ne vem sicer, kam smo zdaj vletela v neko moto zbora, kaj je šlo. Da so po celodnevnem motoriranju po ogledu mesta prišla zdaj do sobe. Danes bova prvič letos sploh spala kje drugje kot na jadrnici. Prvič. Tako da tale zadaj je bazen, tako da se bom vrnil noter, ker je malo hecno. Drugače pa stane naj tule za zajtrkom skupaj Wi-Fi. Zajtrk je kava ali čaj? Ja, v glavno 10 evrov. 10, ne? 12 davkov. 12 davkom. Tako da, v bistvu je cenejško, če greva nazaj na jadrnico s kuterjem, glede na to, da je ne 3 ure bi rabila, mogoče celo 4, odvisno od gužve, do jadrnice nazaj v eno smer. Tako da. V bistvu se danes tukaj prevozila, ker Slovenija ni velika, da bi jo celo prevozila dejansko lahko. Kako ti bo prvič letos spati na trdih tleh, ne na jadrnici? Koliko ima soba? 2-1-1. Če to nov pogled na swimming pool. Ne bo? Ne, ni, promaš. No, takole zgleda. V redu je. Posla imava 3 metre široko, tako da bo v redu. Ima en televizorček, klimo, Wi-Fi. Tole bo pa zdaj se luč užgala, če se bo, ali pa ne bo. V glavnem, tole je pa tuš.
Kako je pogled ven? Na riževo polje. Ja, to je res. Samo bo treba imeti zaprto, da ne bo mrčes. To je pa tudi res, ja. Nimajo komarnikov, nimajo. Tole imamo pa bazen. Seveda ga bomo malo izkoristili. Bo skočila not? Boš, ne? Jaz tudi. Nice snake. Where are you from? Slovenia. Slovenia? No Yes. snake? Europe. Europe? No snake? What? No snake in Slovenia? No snake? No, No snake? no snake. No, we have snakes, Oh, but have? Like not this? so big. Not big, yeah? Nice. Evo, med da so spet pred enim templem, hotela smo videti tole sončni zahod, ampak mislim, bo še. Na meni je bil, so ful hitela, da bo ujela tale sončni zahod, če to nama bo uspelo, evo. Je pa ful veliko ljudi, sploh nismo vedeli, kaj tle pričakovati. Tako da se je težko sončni zahod sploh slikati, koliko ljudi se vsi nastavljajo. Več tle je en tempelj, greš tle čez vodo, čez na enem skalovju. Tako kot sem rekel, mravljišče ljudi pred sončnim zahodom. Moram iti malo naprej. No, tempelj je tukaj čez, tle moraš iti čez vodo, čez peš. Na to otoček in tukaj je tempelj. Mi da sva končno dobila to, kar sva nujno rabila, da lahko sploh snemala. Glede na to, da ohišje za 8K ne mora uporabljati, ker je 8K GoPro crnkana, pri 9K je pa ta plastika, ki zapne to počila, tako da nisem imela za 9K, tako da zdaj sva kupila. To so vse kopije, to ni nič original, tudi baterije nisem vzela v original, ampak od Telesina, ki je nekajkrat cenejša. Mislim, da je okoli 1 milijona baterija original od GoPro. Tale pa 175 000 teh njihovih, kar je približno 11 evrov. Je ena baterija, tudi so dve vzela. Pa tale ohišje je pa 189, je pa 12 evrov. Veliko bistveno cenej, kot če bi tole original kupila vse skupaj. Tako da vse skupaj tole je bilo približno dobrih 35 evrov. No, me da bo končno sprobala bazen. Je globok, na to stran pet. Pa imajo luči not v bazenu, vsem treba jih je vžgati nekje. Slana ali sladka? Ne bom probavala. Sladka. Smo predaleč od morja. Da se že kakšno uro vozimo zdaj od tam, ko sva spala. Zdaj naj bi prišla tukaj nekje blizu sva Riževih polj. Zdaj je prvi plan, bomo šla pa še kakšen slab pogledat, sva si označila, bomo videla. Vsako stvar, ki greva gledat, rabimo uro, najmanj 1 uro, nekam se peljati, tako da dan je kratek. Nič me, da sem se mogla že tle ustaviti, greva pa pogledat. Pa imamo bazene zakopati, da vidimo.
coffee, but the coffee we get from the animal. So the animal here we call them luwak in Bahasa. To je proces kave. So the mongoose give them coffee. Izgleda kot They give the coffee. rašidi. After that we have to clean the food like a wash by the hot water, and then later Od tele živalci je ta kava. Animal product, živalskega porekla. Kosmato čist miruje. yeah, a little bit. Thank you. Eat direct. Okay. Yeah. How to write a mark and Na, can Probaj. Yes. to bi šlo praženo, ne? Oh, good morning. Good morning. And then Zdrobiš, ne? Ja. Takole kot ti ne. grinder, yeah. Tako kot ti ne, ampak. Stronger. Yeah, stronger. Ni tako strašno, ne? Nekaj za Natalijo. A? Nekaj zate. Ampak še do zdaj nisem prišla do torte. Glej, tiramisu imajo, 70 000. Za tabo nekdo se obeš ali kaj delajo. Evo zdajle, hop. Bo obrcilna. In da se malo razgledujejo, ful dobro imajo narejeno en kup lokacij za slikati. Guncat se ne greva, ki je predrago. Itak malo se zaguncaš, nič tazga. Bova si pa tlele razgledala, bomo šla po teh potkah malo okoli, pa greva pa tamle v bazene. Tole pa je veliko, leseno, z bambusa. Izgleda kot kakšen komunist. Ne vem, če niso tukaj hobiti doma. Če bi bila kakšna luč, bi bilo fajn. Če dalje nižje, se da čez živiti. Nekje v zemlji noter so. So pa mislim, da neka usta.
Vse prej sem gledal za one strani. V bistvu si prišla ven v enih ustih, veš. Tako da veš. Evo, totle vse riž in tole riž. Lačna ne bova. Zdaj pa bo obiskale tele bazenčke, glede na to, da sva že kar utrujena, ker je vroče, se malo hladivo. Že ko me čakaš, ne? Ja. Iz tega drugega lahko skočiš še varno. Ja, malo skoči. Ko se vračava proti Jadrnici, greva čez te nasade riža, riževih polj. Moram pa kar gazdati, če ne bo tale klanc prišla. Znači pa kar zeleno, lepo. Odločila sva se, da greva še en slab pogledati, ki je tukaj nekje pod nama. Hodva že kar nekaj časa, se spuščava po kolenih stopnicah.
Glavno tam nekam dol noter moramo priti. Ne vem pa koliko časa bo še hodila. Pa še kar dol gremo, pa še kar dol. Ja, v nek kanjon. Bambusov je dosti, ja. Pazi, kaj je spolzko. Lahko vam povem, da voda je topla, ne zmrzuje še. Ful dobro. Pa čist mokra, ke ful prši od vode, od slapa. Odkrila še manjši slap, ni gužve. Natalija se tušira. Danes imaš dovolj tuširanja, če se mi je jezik zaplet. V hotelu si se tuširala, tle se tuširaš. Rabiš še milo? Kaj? Rabiš še milo? Midva takole vedriva, ker vije kot iz škafa. Ni druge, kot da čakava, da malo poneha. Mislim, da smo nehala raziskovati za danes. 2 ure je sončnega svetlobe. Več kot pol ure malo pa še nazaj do Jadrnice, tako da bo kar zaključila za danes. Dobro si zavita. Druge ni. Dobro, da imava tole nepremočljivo torbo, tako veliko, ko imamo vse stvari not, pa ruzak imava pa tle v sedežu not, tako da bo tudi suho. Danes odhajava in sem šel še na Petrol, na črpalko, no, po nafto. Grem dvakrat takole s 3 kanticami, to je 60 litrov. To je to, drugače ne gre.